Tule je najmočnejši Clio 6. generacije, kar ga lahko trenutno dobiš. Ampak, kateri so bili pa najmočnejši modeli v preteklosti? Pejmo pogled. Pri prvi generaciji itak, da je Williams. Je pa zanimivo, da Williams pri razvoju tega avta dejansko ni imel nobenega vpliva. Tist cajt je v Formuli 1 Renault za Williams delal motorje in so se s tem avtom očitno hoteli malo pohvaliti. Clio Williamsi so prišli v 3 različnih fazah in vsaka od njih je imela svoje posebnosti, vsi so pa imeli 2.0 atmosferski 150 konjski motor. Za veliko ljudi je to najboljši hot hatch vseh časov. Ampak za moje pojme je pa dvojka še mičken bolj ikonična. Pri tej generaciji se prvič pojavil ime RS, ampak tu ni bil vrh tistega cajta. Williams je eden izmed najbolj ikoničnih hot hatchov, ampak Clio V6 je pa eden izmed najbolj ikoničnih avtov. Pika. Zadnji pogon pa zadnji sredinsko nameščen motor. V Sloveniji sta dva in jaz sem enega izmed teh celo vozil in pač pet pogled tisti video, zato ker jaz zdaj ne morem dati v besede, koliko poseben avto je to. Bile so dve faze, tista, ki te je hotela ubiti, pa tista ta močna, ki je imela pa 255 konjev. Pri tretji generaciji so se pa zadeve začele mičkeno merjati. To je bila ta zadnja generacija, ki je ponujala RS-a s tistim značilnim 2.0 atmosferskim motorjem. Najmočnejši tovarniški je bil pa facelift, ki je premogel 204 konje. Zadnje cajte dosti gruntam o Clio-tu 4. generacije in kako je ta avto oblikovno bil ful pred svojim cajtom. A se to zdi samo meni ali... Pri 4. generaciji ime RS sicer ostane, ampak dobi pa novo 1.6 turbo mašino. Mičkam bolj vprašljiva odločitev je pa meni tu, da so takrat nehali delati ročen menjalnik. Jaz tega avta sicer nisem peljal, tako da ne morem reči za zihar, ampak lastniki, daj povejte, če bi raj videli, da bi vaš avto imel ročen menjalnik. Najmočnejši je bil Clio Trophy, ki je premogel 220 konjev in nažalost je tudi zadnjič, da je imel Clio več kot 200 konjev iz tovarne. Pol so za RS entuziaste prišli težki časi. Edini RS 5. generacije je bil RS Line in najmočnejši hibrid je proizvedel 145 konjev, kar za Clio-ta drugač ni malo, ampak je dejstvo, da ni več imel tistega hot hatch občutka. In pol pridemo v sedanjost. Najmočnejši motor, kar ga dobi zdaj, je 1.8 hibrid in premore 160 konjev. Clio 6. generacije ima veliko enih svetlih točk. Zgleda ful športno, presenetljivo dobro se pele in tale ta močna različica čisto podobno potegne. Ampak dejstvo je, da tule ni športen avto. Pogonski sklop je bil vzet iz Dacia Bigster, ki ni glih znana po svoji vozni dinamiki, a ne. Po internetu kroš render, kako bi izgledal Clio Williams te generacije in Renault pač, ful si želim, da bi živel v svetu, kjer bi ta avto dejansko obstajal, ampak če sem čisto iskren, po moje ne bo. Thanks, Bruselj.